Lepo pozdravljeni na mojem kanalu. Tisti, ki me še ne poznate, moje ime je Teja in za vas pripravljam tarot napovedi. Na Instagramu in Facebooku lahko vsak dan preberete dnevno tarot napoved, tukaj na YouTubu pa pripravljam video napovedi. Do zdaj sem delala mesečne napovedi, ampak sem se odločila, da bomo od zdaj naprej delali tedenske napovedi, ki so malo krajše in potem bomo videli, kako to funkcionira. Dajte mi poročiti, kaj se vam zdi boljše, katera opcija vam je ljubša in bom potem tudi jaz razmislila, kaj bi lahko naredili v prihodnje. Zdaj zaenkrat bomo tukaj v moji kuhinji, ker je tako najlažje. Preden začnemo, bi se pa rada še res zahvalila vsem, ki gledate moje napovedi, ker mi na tak način potem dajete tisto motivacijo, da delam to še naprej. Hvala tudi tistim, ki lajkate in komentirate, čeprav takih vas je bolj malo in res bi vas rada spodbudila, da začnete lajkati in začnete komentirati, zato ker potem mi boste v bistvu pomagali, da bo ta kanal začel rasti in bomo tako lahko pomagali več ljudem. Ker če te napovedi pomagajo tebi, verjemi, da pomagajo tudi komu drugemu. In bolj kot bomo dejavni na tem kanalu, bolj bodo te posnetki v bistvu krožili po YouTubu in tudi več ljudi bo v bistvu našlo neko pomoč, neko novo upanje, neko tolažbo, mogoče neko usmeritev, ki jo rabi v trenutni situaciji. Zdaj pa dovolj klepetanja, gremo na napovedi. Dajmo kar začeti z vašo napovedjo Ovni. Zdaj najprej bomo pogledali vašo bližnjo preteklost, potem bomo pogledali vašo trenutno situacijo in bližnjo prihodnost. Potem pa bomo malo bolj podrobno še razložili in pogledali, kaj se točno dogajalo, ter našli še kakšne dodatne informacije ali sporočila. To so splošne napovedi, zato ni nujno, da bodo za vse ovne enako natančne. Sprejmite tiste informacije, ki se vam zdijo uporabne, vse ostale pač enostavno ignorirajte. In nekako poskusite te pomene interpretirati v svojo lastno situacijo po občutku. Zdaj, energije trenutnega vpogleda so prikazane s karto šestico novcev. Tukaj vidite, da gre v vašem življenju zdaj za neko lepo harmonijo, tudi tukaj imamo karto zaljubljenca v trenutni situaciji. Dogaja se neka lepa harmonija, nekako skladnost je nekako v ospredju v vašem življenju ali pa k temu stremite. Ampak definitivno bi rekla, da ste nekako zadovoljni in ja, tukaj imamo tudi cesarico. Nekako trenutno uživate v vašem življenju in nekako vam vse gre zelo gladko od rok. Dajmo pogledati preteklost. V preteklosti imamo osmico kelihov in kralja mečev. Videti je, da ste se v preteklosti odmaknili od neke situacije, ki vas ni več osrečevala. Nekako ste začutili, da tukaj je neka praznina in ste to zaključili. Zdaj to je lahko konec nekega odnosa, lahko je tudi recimo konec neke službe ali karkoli, ampak lahko je tudi konec nekega določenega poglavja. Ampak v glavnem bi rekla, zdaj če se štejemo, imamo 14 plus 8 je 22, to je 4, to nas navezuje na karto cesar. Jaz bi rekla, da so tukaj bile neke situacije, v kateri ste se počutili preveč, nekako niste imeli stvari pod kontrolo, tako bi rekla. Nekako stvari so uhajale izpod kontrole in tukaj ste potem se odločili narediti nek presek in iti neko svojo pot, nekako bolj proti vaši viziji. Zdaj v trenutni situaciji imamo karto zaljubljenca in karto štirko kelihov. Zdaj tukaj gre za nek zelo lep odnos. Zelo lep odnos ali pa ta karta lahko nakazuje na povezovanje z vašim višjim jazom, vašim poslanstvom. Lahko, da ste našli neko službo ali pa neko osebo, s katero se resnično razumete in tukaj nekaj ustvarjate. Ampak ker imamo te karte, ker je seštevek teh kart 10, kar nas navezuje na karto kolo usode, je videti, da je tukaj mogoče to ustvarilo v vašem življenju neko spremembo. Pač po eni strani se je vaše življenje lepo razvilo, ampak po drugi strani pa tukaj vam nekaj manjka. Ampak mogoče ne veste kaj. Nekako čutite, da ste v nekem harmoničnem obdobju, ampak kot da je tukaj nekaj še nekaj, kar vam manjka. Dajmo pogledati prihodnost. Tukaj imamo desetico kelihov in asa novcev. Ja, tukaj imamo desetico in enko. Se pravi, pridete na vrh in potem začnete od začetka na novo.
Mislim, to ne pomeni, da bo česa konec, ampak nekako jaz mislim, da boste tukaj to, kar vam trenutno manjka, boste našli enkrat v bližnji prihodnosti. Nekaj novega bo prišlo v vaše življenje in to vam bo pomagalo, da zaključite neko, mogoče neko poglavje ali pa enostavno, da, neko poglavje in potem greste naprej. Se pravi, da zaključite neko obdobje vašega življenja in se dvignete višje, da začnete graditi nekaj novega, nekaj mogoče izven tega, kar vam trenutno manjka. Se pravi, jaz bi rekla, da tukaj ni neka, da to, kar vam manjka, ni to nekaj velikega, ampak nekaj je še nekaj, kar bi radi še izboljšali v vašem življenju. In definitivno to pride enkrat v bližnji prihodnosti. Pomagalo vam bo, da to situacijo lepo dopolnite, nadgradite in potem svoje življenje nadaljujete naprej na višjem nivoju. Evo, točno tako bi rekla. Dajmo zdaj pogledati preteklost. Ta preteklost je lahko prejšnji teden, lahko je prejšnji mesec, lahko je pol leta nazaj, 1 leto. Čisto odvisno, to si boste sami znali najbolje še interpretirati. Tukaj imamo karto stolp, imamo karto petico kelihov obrnjeno in imamo karto cesar. V bistvu zelo jasno sporočilo. Jaz bi rekla, da je tukaj nekaj prekipelo in da je prišlo do nekega konflikta, mogoče neke situacije, ki vam je dala tisti končno potrdilo, da zdaj pa dovolj. In nekako jaz bi rekla, da celo obžalujete, da že prej niste zapustili te situacije, ker vam je dosti stvari nekako vrgla iz konteksta ali pa kaj takega. In vidite, da ste dobili to neko svojo moč. Tukaj smo že ugotovili, da nas te karte navezujejo na cesarja in tukaj imamo potrditev. Torej nekako ste vzeli stvari v svoje roke in tukaj naredili nek presek oziroma situacijo spravili v neko drugačno obliko ali pa tukaj dosegli nek svoj prav. Zdaj, če seštejemo te karte, imamo 16 plus 5 je 21, plus 4 je 25, to je 7. Ja, to nas navezuje na karto kočija, kar pomeni, da ste v preteklosti dobili tisti zagon, da se podate naprej, da zapustite to neko situacijo, ki vas samo obremenjuje. Zdaj, prišlo je do nekega razočaranja verjetno in ravno to razočaranje, da mogoče niste že prej odšli od te situacije, ker ste mogoče že prej sumili, da to ne funkcionira. Ali pa je to razočaranje bilo zato, ker je tukaj prišla neka nenadna novica, ki je v bistvu vam nenadoma dala tisto znamenje, da tukaj nekaj ne funkcionira. In vidite, da ste pol nekako bili v neki dilemi, ugotavljali ste, kaj pa kako, imeli ste dosti nekih možnosti in nekako niste vedeli, katera možnost je tista prava. Dajmo zdaj pogledati trenutno situacijo. Tukaj imamo karto pravica, trojko kelihov obrnjeno in kralja palic. Tukaj spodaj pa imamo paža palic. Dajmo samo še sešteti, ker nekako mi ni točno jasno, kaj še te karte sporočajo. 14 plus 3 je 17, plus 11 je 28. Aha, okej. To nas navezuje na karto kolo usode. Torej, zelo možno je, da se je potem v nekem trenutku zgodil nek nepričakovan preobrat oziroma življenje je v vaše, življenje, pač vesolje, karkoli, je v vaše življenje prineslo neko situacijo, ki potem to situacijo postavlja v ravnovesje. Se pravi, tukaj ste imeli dosti nekih vprašanj, dosti nekih možnosti, niste vedeli, kako se odločiti in tukaj je nekako življenje prineslo v vaše življenje neko razjasnitev, nek dogodek, ki vam je v bistvu pomagal najti tisto pravo pot. Ni mi točno jasno, kaj so zdaj te 3 osebe tukaj. Trojka kelihov. Lahko, da se tukaj v bistvu nahajate v nekem ljubezenskem trikotniku.
čisto možno. Lahko je to tudi, da imate neko stalno službo in vas zanima neka druga služba. Lahko, ne vem, zdaj mi nič ne pade na pamet, ampak nekako je zelo možno, da tukaj gre za neke ljubezenske trikotnike. In če ste poročeni, recimo, obstaja tukaj lahko še neka oseba, ki na nek način želi biti z vami, želi nekako, ali pa si vi želite mogoče nekako tukaj, kot da bi, to gre lahko tudi za neko prijateljstvo in da imate še nekega prijatelja, ki bi se rad vklopil v to družbo, ampak jaz mislim, da ste vi v dilemi, ker ne veste, kaj je prav in kaj je narobe. Ker nekako bi rekla, da ta oseba mogoče do nje ne čutite res neki, da bi zdaj zaradi tega riskirali svoj lep odnos, če ga imate, in da bi šli proti tej osebi, ampak nekako to osebo mogoče čutite bolj kot prijatelja in nekako hočete ga vpeljati v svoje življenje, ampak ne veste, kaj je prav in kaj je narobe. In tukaj ste nekako v tej dilemi. Zdaj, moti vas tudi to mogoče, ker je trenutno vaše življenje ali pa vaš odnos ali pa vaša situacija v službi nekako harmonična in nočete zdaj ustvariti nekih nepotrebnih konfliktov, nepotrebnih skrbi. In zato ste tukaj nekako v neki dilemi, nekako videti neko napetost v vas, nekako čakate, da vidite, kako se bodo stvari razpletle do konca. Ja, tukaj paž kelihov definitivno nakazuje na še eno osebo, tako da če ste v ljubezenskem odnosu, je ta oseba mogoče prišla malce pomešati štrene. Ampak jaz bi rekla, da tu v njej ne vidite zdaj neki, da bi vi pustili ta vaš odnos in šli k tej osebi, ali pa da bi pustili vašega prijatelja in, mislim, da bi nekako, ali pa da bi pustili to vašo službo in se kar podali naprej proti tej neki novi priložnosti. Ampak nekako vidite, tako da si želite to vse skupaj spraviti neko harmonijo in to nekako vkomponirati v vaše življenje. Ampak tukaj ne veste še točno kako pa kaj, še ste nekako napeti, nekako razmišljate, kaj je prav in kaj narobe. Zanimivo. Dejansko mi tukaj ni točno jasno, zaenkrat še. Ampak ta karta je ena karta nasveta in ta karta bi recimo lahko pomenila, da pač norec je nekako začne novo življenje iz nule. Se pravi, tukaj bi lahko pomenilo, da enostavno zaključite odnos in greste proti nečemu novemu. To je bila tista prva misel, ko sem dala to karto dol. Ampak takoj za njo je prišla tale karta, to pa je karta poroke, tradicionalnosti, nekega odnosa. Se pravi, če ste vi v nekem odnosu, v neki službi, zdaj recimo, če ste v nekem odnosu in je tle nek ljubezenski trikotnik ali pa je še neka oseba, ki bi jo radi vključili v vaše življenje, ampak ne želite nič konkretnega z njo, potem je ta karta v bistvu vas poroča, da enostavno naredite ta korak. Nekako začnite delati v to smer in boste že nekako sproti prišli do tega, da bo ta oseba v bistvu postala del vašega življenja, ampak ne bo v bistvu vplivala na vaš ljubezenski odnos. Zdaj, mislim, jaz ne bi rekla, da ste v trenutnem odnosu nezadovoljni, ampak če slučajno ste v trenutnem odnosu nezadovoljni in v bistvu ta karta nakazuje na to tretjo osebo, ta karta pa nakazuje na to osebo, s katero ste zdaj, ki vam na nek način ne more dati tega vsega, kar si vi želite. V tem primeru vam karte svetujejo, da enostavno prekinete ta odnos, ki vas bremeni in se podate proti tej novi osebi. Zdaj recimo, ker to bo nekaj trajnostnega. Zdaj, če ste v neki službi, ki vam je všeč, ampak vam nekaj manjka, jaz bi rekla, da tukaj, če je možnost, če čutite, da imate to možnost, da enostavno prekinete s to službo in se podate naprej. Se pravi tako, če povem na kratko, če ste v tej situaciji, v kateri ste zdaj srečni, ampak to neko dodatno situacijo hočete vkomponirati v svoje življenje, potem enostavno naredite ta korak in nekako pač začnite delati na tem, da ta situacija da se začne približevati vašemu življenju. Če v trenutni situaciji niste zadovoljni in obstaja nekaj drugega, kar vam je všeč, ampak zaenkrat imate še veliko dvomov glede tega, potem prekinite s to situacijo, če le možno, in se podajte proti tej novi možnosti, ker vam bo prinesla nekaj lepega.
Kar zakomplicirano, upam, da se niste izgubili, ampak dajmo zdaj pogledati še prihodnost. To bo malo preveč kart. Bomo kar še malo pomešali. Ok, tukaj pa imamo karto Luna, karto Smrt in karto Štirico kelihov. Obrnjeno. Ja, definitivno se morate podati na to pot, kar sem rekla. Zdaj upam, da ste si nekako uspeli interpretirati, kaj morate narediti, oziroma definitivno se osredotočite na vaše občutke. Zdaj, če vas je strah, to ne pomeni, da ne smete iti v to stran. Dajte bolj razmišljati na dolgi rok, nekako kakšna slika vam se ustvari, če pomislite na eno osebo, kakšna slika se vam ustvari, če pomislite na drugo osebo, in tista slika, ki je nekako lepša, mogoče tisto nadaljujete. Ne vem, to boste mogli sami odločiti, katero pot boste izbrali, ampak definitivno morate narediti ta skok v neznano. In ja, prišli boste v obdobje Lune, kar je v bistvu čisto normalna posledica tega, ko se podamo v neko novo obdobje. Torej, obdobje Lune je v bistvu, ko veš, kam hočeš iti, veš, kaj je tvoj cilj, veš, kaj si želiš doseči, ampak nekako ne vidiš poti pred sabo, ne vidiš korakov, ne veš, kaj te čaka, ne vidiš nobenih ovir. Veš, da so ovire, ampak jih ne vidiš, ne moreš se pripraviti na njih. In v bistvu karta Luna nas uči, da živimo iz trenutka v trenutek, da se ne obremenjujemo z nekimi ovirami, ki so mogoče na naši poti ali pa tudi ne. Enostavno je treba iti naprej in tukaj narediti nek zaključek s preteklostjo. Zdaj, če pogledate tukaj, ta dva stolpa so tudi tukaj na tej karti. Tako da jaz bi rekla tukaj, da kmalu potem, ko boste vi v bistvu vstopili v to obdobje Lune, kmalu potem vas čaka v bistvu nek zaključek in neka, kmalu se bo vaše življenje postavilo nazaj v neko stabilnost. Potem pa se pojavi neka nova priložnost in zdaj pomembno je, da to priložnost opazite. To je ta as novcev. Pomembno je, da to priložnost opazite, ampak zakaj je pa ne bi? Ne vem, dajmo pogledati na svet in izid. Ja, jaz bi rekla, da morate definitivno narediti nek presek. Nek presek s preteklostjo. Tukaj nekaj prekiniti, kar vam tukaj ne paše, nekaj, kar vam ne paše. Zdaj, ali je to, da ta oseba tukaj nekje čaka, ali je to ta oseba, s katero niste srečni, pač karkoli. Tukaj je nekaj, kar vas spravlja v slabo voljo in to je treba prekiniti. In s tem boste v bistvu tudi dobili tisto moč in zagon za prihodnost. Da nekako najdete tisto zmago, da spet sedite na konju. Zdaj ta karta je obrnjena v preteklost, kar mi ni preveč všeč, ampak dajmo pogledati, kaj je tukaj še kakšno pomembno sporočilo pri tej štirki kelihov. Šestica palic. Ja, jaz mislim, da morate vi biti v bistvu zelo samozavestni, zelo odločni, da morate v bistvu to prekiniti iz preteklosti, ker to vas vleče nazaj. In če tega ne boste prekinili, mogoče te nove priložnosti sploh ne boste videli. In zato je v bistvu ta karta še nekako obrnjena narobe, ker odvisno zdaj, ali boste, ful je odvisno, ali je tako obrnjena ali je tako obrnjena, ne, ker če je tako obrnjena, gleda proti prihodnosti, če je tako, gleda proti preteklosti. In zdaj, če ne boste zaključili to s preteklostjo, boste v tej preteklosti našli neko zadovoljstvo, neko zmago, ampak ne bo tista prava zmaga, ki si jo vi želite. Če pa boste v bistvu zaključili s preteklostjo, bi jaz rekla, da se tukaj v bistvu ta karta obrne pravilno in potem lahko v bistvu stopite naprej, ampak tokrat v tisto smer, kot si jo želite, in tukaj res dosežete tudi tisto pravo zadovoljstvo in nekako višji
višjo pot. Ok, zdaj, če na hitro povzamemo, smo že malo dolgi, tako da bom pohitela. Nekaj ste v preteklosti zapustili, nekaj se je zgodilo, kar vam je dalo jasno, zato ni več to, kar si želite. Tukaj ste dobili moč in odločnost, da ste sledili svojemu srcu. Prišlo do nekega razočaranja, odprli so se nam nove možnosti in nekako ste uspeli v svoje življenje vnesti harmonijo, ampak tukaj se je pojavila neka oseba, neka priložnost, ki vas na nek način bega. In nekako zdaj še vedno čakate, kaj narediti, nekako čakate, da se stvari odvijajo, zato da vidite, v katero smer bi lahko šli. Ampak karte vam svetujejo, da tukaj enostavno morate poslušati svoje srce in narediti ta presek, nekako skočiti v neznano. Tukaj vas čaka neka lepa priložnost v prihodnosti, ki vas lahko pripelje do nečesa lepega, do nekega lepega zaključka. Sicer bo pot do tam še dolga, ne bo spet toliko dolga, ampak bo potrebno iti čez neke ovire in to je to obdobje lune, ko v bistvu ovir pred seboj sploh ne vidimo. Ampak to obdobje vam bo pomagalo v bistvu, da dejansko zaključite z vsemi preteklimi bremeni in potem se vam prikaže neka lepa nova priložnost, ki vam pomaga v bistvu zaključiti še zadnje stare grehe in potem dosežete tisto vašo zmago. Upam, da ste uživali v tej napovedi in se vidimo v novi napovedi naslednji teden.